ta mindset tudi prodajalcev prepriča, da zdaj pa mi prodajamo samo električne avte, je včasih zelo težko zapakirati v nek komplet, ker mu ti dejansko lahko predstaviš, da se ti to na dolgi rok splača. Mi se zelo veliko čalimo, da če uspeš v Sloveniji, uspeš povsod na katerem koli trgu. Lep pozdrav vsem skupaj v tem zelo avtomobilsko obarvanem podcastu. Slovenijo so v zadnjem letu, lahko rečemo, kar zasule azijske avtomobilske znamke, pretežno seveda s Kitajske, ampak niso samo Kitajci v Aziji, ki proizvajajo dobre avtomobile. Prihaja tudi znamka VinFast, vietnamska znamka, ki s prihodnjim mesecem vstopa torej na slovenski trg. In za uvod v prihod znamke VinFast je tu generalni direktor znamke VinFast za Jadransko regijo in Grčijo, gospod Tilen Hojč. Zdravo, Žo, hvala za povabilo. Dajva začeti čisto na začetku. VinFast Slovenci praviloma ne poznamo. Za kakšno znamko gre, rekel sem, prihaja iz Vietnama. Kaj je VinFast? VinFast je pravzaprav, če gledamo v celoto, VinFast predstavlja zelo majhen del celotne grupacije Vingo Group. To je krovna firma, ki poleg VinFasta kot proizvajalca električnih vozil obsega področje nepremičnin, hotelirstva, medicine, univerze, zdaj so celo svoj data center naredili. Se pravi, gre za krovno firmo, ki ustvari 2% celotnega BDP-ja Vietnama. Zaposluje več kot 53,000 ljudi po celem svetu, ustvari več kot 17,000 milijard prometa letno. Se pravi, gre za ogromno korporacijo. VinFast je v bistvu praktično ponos Vietnama, je njihova edina avtomobilska znamka in oni to zelo radi poudarjajo. Zelo dobro si začel, se pravi, prihod novih znamk, zdaj neke statistike, kar jih beremo, na Kitajskem je nekje 153 rečemo znamk, 109 rečemo jih proba vstopati v Evropo in klaj je ta vietnamska pa samo ena in tega na to so Vietnamci zelo ponosni. Tudi vstop na trg, kakršnega so imeli, je mogoče drugačen od, bom rekel, azijskih konkurentov. Malo ljudi ve, da VinFast Europe kot tako obstaja v Evropi že 5 let, izključno z razlogom, da se čim bolj integrira za evropske kupce avtomobilov, ki so zelo specifični, se pravi, tudi na globalni ravni VinFast ima 388 prodajnih salonov, pretežno se pravi v Aziji, Indoneziji in pa v Ameriki. Mi imamo srečo, da smo tukaj dobili, rečemo, kot tretji uvoznik VinFast za področje Evrope, ki se poprej prodajajo samo v Nemčiji, Nizozemskem in Franciji, tako da smo na naši firmi zelo ponosni, da nas je VinFast izbral, da lahko to znamko predstavimo tudi kupcem v tem delu Evrope. Govorila sva, številne znamke so letos prišle v Slovenijo. VinFast zdaj, ne vem, če zadnji letos, ampak zadnji do tega trenutka. V čem se VinFast razlikuje recimo od vseh ostalih za samega kupca? Zdaj, kot prvo, treba vedeti, kot sem povedal, da VinFast kot tak ne predstavlja samo avtomobilov kot takih. Je edini proizvajalec električnih vozil na svetu, ki ponuja celotno gamo, mi temu rečemo, vozil. Od malčkov v A segmentu do premijske limuzine v DSUV segmentu, torej največjem segmentu. Je tudi edini proizvajalec vozil oziroma mobilnosti, ki ponuja celoten spektr električne mobilnosti, od skuterja, kolesa, avtov do avtobusov, do lahko gospodarskih vozil. Se pravi, predvsem naša razlika je v tem, da se mi zavedamo naše posebnosti, da smo proizvajalci samo električnih vozil. Dobro zadovoljstvo kupcev kot tako. Tudi zato je bil njihov vstop, bom rekel, zelo specifičen. Najprej so poštimali, če lahko rečem po domače, vse, kar se tiče, bom rekel, rezervnih delov, določenih del, da so njihove koncesije imajo dostopnost do polnjene električne energije, šele potem so začeli s prodajo vozila. Če mi gledamo, da obstajajo 5 let, se pravi 5 let od ustanovitve firme, pa do prodaje avtov, je v svetu avtomobilizma zelo velik. Nekatere znamke pridajo januarja, mi hočemo marca že prodati, mi smo začeli to zelo počasi. In predvsem ta neka naravna rast skozi zavedanje želja potrošnikov in zavedanje, kaj oni dejansko rabijo, je mogoče neka prednost ali pa posebnost znamke kot take.
No, in tu prideva na naslednje vprašanje. S čim boste nagovarjali slovenske kupce, ki vemo, da so, lahko rečemo, nezaupljivi do novih znamk, še posebej se neka nezaupljivost ustvarja zdaj do kitajskih znamk. S čim boste nagovarjali kupce, s čim jih boste prepričevali? Ja, zagotovo klejen aspekt, katerega ne moramo bežati, je cena. Ne. Se pravi, zagotovo se bomo probali pozicionirati nekje v enakem rangu ali pa mogoče še celo niže kot določeni kitajski konkurenti, če temu lahko rečem. Zakaj? Ker smo ugotovili, da je zelo težko spreminjati mindset oziroma percepcijo kupcev, sploh pa slovenskih kupcev. Povprečen slovenski kupec je velikokrat pravim zelo oportunističen nakupovalec, bilo čega. Včasih se malo šalimo, da prva stvar, ko pride kupec, se samo vpraša, koliko jim boš dal pa popusta, je vinjeta ali so zimske gume. Tako da to je en vidik. Drug vidik je predvsem, se pravi, probali bomo ljudi izobraziti o temu lahkemu prehodu na elektromobilnost, zdaj zakaj to prednosti, tudi kako dejansko sobivati z električnim avtom. In pa tretja stvar je predvsem grajenje zaupanja. Se pravi, VinFast kot tak ima eno izmed najdaljših in najbolj obsežnih garancij na trgu. Se pravi, naši začetni modeli oziroma modeli nižjega segmenta imajo 7 let in 160 tisoč tovarniške garancije, se pravi, ki se ne spreminja skozi leta, ni sukcesivnega odjemanja, kaj garancija zajema. Večji, torej VF8 in VF9 kasneje, pa dejansko obsegajo 200 tisoč km in 10 let tovarniške garancije. Se pravi, da ta neka brezskrbnost, ki jo mi želimo dati kupcu, je s tem nekako odkljukana, naredimo neko checklisto lahko. Na začetku nismo omenili, gre za električne avtomobile, ni tu nobenih drugih pogonov. Dva modela prihajata v Slovenijo, VF6 in VF8. Dajva predstaviti, kaj dejansko bodo slovenski kupci imeli na voljo. Pa začniva z VF6. Zdaj, če se malo vrne nazaj, VinFast kot tak je proizvajal modele z motorjem na notranje izgorevanje, ampak se je kot neka strategija celotne grupacije Vingo Group odločil pred 5 leti, da to izključno zamenja. Tudi nimajo v ponudbi ne hibridov, določene priključne hibride imajo sicer v ponudbi za azijski trg, pa nas jih žal ne bo. Zdaj VF6 predstavlja v bistvu nekoga majhnega hatchbacka križanca v SUV segmentu, torej majhnih križancov, se pravi dolg približno 4,2 metra. Gre predvsem naslavlja milenice, tiste, ki želijo nek tehnološko naprednejši avto, ki so tehnološko ozaveščeni, in pa predvsem mlajše kupce, mlade družine. Se pravi, VF8 pa posega že v nek SUV segment, se pravi avto dolg slabe 4,8 metra, nagovarja pa predvsem neko potrebo v družinah po prostornemu avtu, ki pa si vsem želijo narediti ta prehod na elektromobilnost. Se pravi, vsa vozila, kot sem rekel, so zelo dobro opremljena že serijsko, so zelo enostavno, tako kot že večina azijskih proizvajalcev, ni izbiranja opcij in tako dalje. Imamo 2 nivoja opreme na obeh, izberemo samo barvo in pa želeni v opreme, ki zajema to, kar kupec išče. In to je v bistvu tudi ta prodajni oziroma nakupni proces želimo strankam olajšati. VinFast kot tak stavi tudi na izredno tehnološko naprednost znamke. Naj poudarim eno zanimivost, se pravi, VinFast je ena izmed redkih znamk, mogoče celo edina, ki lahko na vseh naših vozilih, če na ekranu podrsaš iz desne proti levi, preveriš health of battery, je realna, se pravi, stanje baterije. In če pade tu pod 70%, avtomatsko ali v dobu garancije ni zamenjana. In tudi vsi varnostni sistemi so prav posneti videi. Se pravi, kar kupcem olajša. Velikokrat kupcev se pride v avto, kaj pa je to hranjenje voznega pasu, prebiranje prometnih znakov, in VinFast dejansko imaš lepo video, klikneš in dejansko ti vse izpiše. Se pravi, v bistvu tudi ta tehnološka naprednost in neka ta sinergija z telefoni in drugimi in tablicami kot takimi je daje nek kanček dodatne lahkotnosti pri uporabi vozilu v primerjavi s konkurenti. Zdaj, VF6 in VF8, to sta dva uvodna modela, bomo rekla. Prihodnje leto se obeta povečan nabor modelov, ki prihajajo. V začetku leta 2026, nekje do polovice leta, bomo integrirali model VF7, to je se pravi neka, rečemo, bolj športno naravnan večji brat VF6, in pa se pravi malček v A segmentu, torej VF3, od katerega zelo veliko pričakujemo. Tudi mi se zavedamo, se pravi, vstopa
tudi tradicionalnih evropskih konkurentov, ta segment malih vozil, prihaja električni Twingo, se pravi 6. novembra naj bi bilo razkritje, prihaja nova Dacia, Nissan lansira svojega malčka, Geely lansira svojega malčka kot nek kitajski konkurent. Se pravi, tudi ta segment se zelo razširja, zelo povečuje uporabo, predvsem, ker vemo, da se mestna središča zapirajo kot taka in je neka ta potreba po teh majhnih avtih toliko večja, ne. Tudi za dostavo, vemo, Volt, Glovo in tako dalje, ta nek last mile delivery of food pride v poštev, kadar nekdo razmišlja o nakupu teh vozila, ne. Tako da dejansko drugo leto želimo nabor razširiti za te vozila, za ta dva vozila, imamo pa možnost tudi integracije, se pravi posebne linije vozil, ki se reče e-Niro Green, to so pa predvsem vozili za prevoz oseb namenjene taksi prevoznikom, shuttle busom in tako dalje. Zdaj, kot sem rekel, VinFast ponuja tudi električne avtobuse, tako da upamo, da bo ljubljanski potniški promet kdaj imel avtobus naše znamke. Zdaj, bistveno vprašanje pri slovenskih kupcih, ki sem ga zasledil v tem času in v odnosu na prihajajoče znamke, je, kaj pa servis, kaj pa rezervni deli, kaj pa poprodaja, nekaj smo že o tem govorili, ampak zdi se mi, da je to na koncu poleg cene, o kateri še prideva, eno izmed ključnih vprašanj kupcev. Kako odgovarjate na to? Zdaj, tukaj sem že rekel, poprej pomembno je bilo, da ta podatek ima ljudje v mislih, da je VinFast tukaj obstaja že 5 let. Se pravi, 3 leta nekako lahko rečemo, da je hiberniral in je v zadju pripravljal procese, ki mu omogočajo najboljšo integracijo na zahtevno evropsko tržišče, ne. Tudi v Sloveniji nam ne gre, bom rekel, tisti, ki se ukvarjamo v svetu avtomobilizma in s prodajo novih vozil, pa tudi rabljenih, ki so v garanciji, zakon o potrošnikih, ki je zelo strikten, mogoče eden izmed najbolj striktnih v Evropski uniji, ne. Se pravi, če kupec, ki je vozilo pride kot garancijski popravek, mu mi ne zagotovimo popravilo v 45 dneh, lahko enostavno vrne ključ in zahteva vrnitev vozila, ne. Vse to je botrovalo k temu, da je VinFast na Češkem in v Amsterdamu odprl svoje skladišče rezervnih delov, ki je praktično se polni že 3 leta. Podpisana je krovna pogodba z DHL, torej dostavno službo, ki omogoča dostavo v vse partnerske države v roku 24 do 48 ur, se pravi, da je ta pretok teh rezervnih delov zelo hiter, zelo učinkovit. Tudi mi kot skupina Grand Auto, ki zajema trenutno nekje prodajo 11 do 12 znamk, 100,000 avtov na letni ravni od Češke do Grčije, bom rekel, da imamo izkušene ekipe ljudi, bolj izkušenih od mene na tem področju, ki znajo integrirati to v poprodajni proces, ne. Tudi mi imamo svoje skladišča, ki jih polnimo, vsakič, ko naročimo naročilo vozil, jih polnimo, rečemo z našo predikcijo, kaj bi se lahko pokvarjene pri električnih vozilih, vemo, to najbrž neka elektronika, karoserija in pa zavorni sistem, ne. Kar je mogoče prednost pri VinFastu je, da je v bistvu redni servis zelo dolg in je omejen na 2 leti, ni vsako leto, kar je dodatna brezskrbnost tudi za kupca. Ne, se pravi, da ne rabi razmišljati, da mora imeti vsak let na servis, ampak je to razpotegnjeno na 2 leti. Tudi garancija, katera je, sem rekel, ni sukcesivna 10 let, naprimer na VF8, ki ponujemo vse, kar zajema, ne. Da se pa vrnem nazaj na to, zakaj je pomembno, da ljudje vejo, da je v bistvu za VinFastom stoji evropska ekipa, ker garancija, katera je vzeta iz Evropske komisije, ne samo razširjena. Ni zdaj to, mi smo pa odvzeli filter, pa mi smo odvzeli bremze in tako dalje, kar evropska zakonodaja zavezuje proizvajalce. Mi to imamo, razširili smo z določenimi karoserijskimi deli in razpotegnili na 10 let, kar je roko na srce velik rizik za nas, ampak za kupce je to zelo pomemben. Kaže pa najbrž tudi zaupanje v avtomobile. Ja, definitivno, tudi mi se moramo zavedati, to malo ljudi ve, ne, tudi dejansko, kaj je prednost VinFasta kot takega. Leta 2006 je Evropska komisija z Vietnamom podpisala sporazum o prosti trgovini, se pravi, mi nimamo carin, oziroma VinFast ni podvržen carinam, kot so naprimer kitajski proizvajalci, se pravi, so carine 0%. Tudi naša trenutna vozila kot taka, Batalima je od CATL-a, se pravi največjega proizvajalca. Določeni rezervni deli so od Boscha, nekaj se proizvaja tudi iz Magna Steyr, so noter evropski deli. Se pravi, ni zdaj to samo izključno nek produkt, ki je narejen v Aziji, ampak je dejansko skomplementiran tudi z evropskimi komponentami, da je čim bliže evropskemu kupcu. Tako da dejansko ta proces celoten razumem ljudi, ker se pravi,
so imeli določene slabe izkušnje, ampak mi, če gremo narediti neko raziskavo, nimajo samo kitajski konkurenti s tem težave, imajo tudi neki zelo tradicionalni evropski proizvajalci, kar je logično. Če ima Bosch na ravni celotne grupacije v Nemčiji težavo, ni podvržena samo kitajska znamka, ampak so tudi vse evropejske znamke. To mi velikrat zelo težko pobalansiramo z nekim zelo rigoroznim zakonskim okvirjem, ki velja v določenih državah. Še ena stvar, ki je pomembna, glede na to, da ste zelo potihem vstopili na slovenski trg, praktično nič se ni govorilo do zdaj. Kako je s prodajno mrežo? Kje bodo ljudje lahko, krat po domače povedal, potipali VinFaste? Se pravi, res je, hoteli smo v bistvu vstopati bolj naravno, brez nekega pompa, predvsem zato, ker primarno stopamo samo na trgu Slovenije, vse ostale bomo se pravi odprli kasneje, vse ostale tržišče odprli kasneje. Zdaj primarno je do konca leta odprt koncesijo v Ljubljani kot prestolnici. Tudi strategija je, da do konca prihodnjega leta v vsaki izmed prestolnic bivše skupne države in pa Grčije odpremo po eno koncesijo, eno prodajno mesto v prestolnicah. Prodajna mreža se bo nekje razširila potem na 3 do 5 prodajnih mrež v roku 2 do 3 let, odvisno tudi od velikosti trga, prodajnih ambicij, realnosti, kako se bo trg odzval. Torej, se pravi, nekje do novembra oziroma do konca leta je cilj odprt koncesijo v Ljubljani in potem se razširiti regionalno po celi Sloveniji. Je pa to zelo težko, ker ta mindset tudi prodajalcev prepričati, zdaj pa mi prodajamo samo električne avte, je včasih zelo težko zapakirati v nek komplet, ker mu ti dejansko lahko predstaviš, da se ti to na dolgi rok splača. Mi smo zdaj v času kapitalizma, kjer je earn fast, glavno vodilo, noben ne bo čakal 3-4 leta. Tudi mi dejansko smo šli v to zgodbo z zavedanjem, da bodo prva 3 leta zelo težka, v smislu tega, da vstopamo na trg, veliko stroškov bo povezanih z marketingom in tako dalje, ampak celotna grupacija kot taka, celoten konglomerat, se pravi Grand Auto, meni, da je to prava pot. Tudi se pravi na podlagi tega, kaj se dogaja v svetu, ne vemo, kam se bo Evropa obrnila, v katero smer, tudi ali bo elektrifikacija obvezna, ampak bom rekel, vse, kar VinFast ponuja v smislu elektrifikacije in vseh produktov povezanih s tem, daje neko svetlo prihodnost za naprej. Tudi ne bi mi vzeli, se pravi, vozništvo za 13 držav, če mi ne bi verjeli v to zgodbo. In tudi VinFast nam tega praktično ne bi dal, če lahko temu rečem domači, če on ne bi verjel v nas. Tako da imamo srečo, da je neka skupna sinergija nastala. Pa se bom za trenutek vrnil na začetek tega odgovora. Slovenija kot neko izhodišče za regijo. Glede na to, da gre za praktično najmanjšo državo v regiji, kako to, da ravno Slovenija? Zakaj ste si vi in VinFast za začetek te zgodbe izbrali Slovenijo? Zdaj, mi če tudi pogledamo tržišča, za katera imamo mi vozništva, torej praktično od Češke pa do Grčije, mi če damo na kup vse, pa zraven tudi Avstrijo potegnemo za banalen primer in damo to na kup, mi predstavljamo nekje 30% vseh prodanih vozil električnih v Nemčiji. Se pravi, vse te države, 14 držav, nekje 30 do 40% vozil, ki se prodajo v Nemčiji na letni ravni. Se pravi, smo količinsko praktično z Nemčijo zelo majhni. Zdaj, Slovenija kot taka, kot prvo, mi se zelo veliko čalimo, da če uspeš v Sloveniji, uspeš povsod na katerem koli trgu, ker je, bom rekel, Slovenija zelo specifična. Mi imamo na celotni regiji največji GDP, se pravi BDP, ampak zahtevamo pa najnižje cene. Naše cene za določene izdelke, vsaj kar se tiče avtomobilizma, so nižje, kot pa včasih primerljivimi državami, če mi izvzamemo trošarine in tako dalje. Tako da to je en test, se pravi, najboljši stresni test, da mi preverimo, je tukaj. Druga stvar je sistem subvencij, ki je čez celo leto, se pravi naši južni sosedje na Hrvaškem, veliko zelo spreminjajo, zelo ni, pa letos je samo za pravne osebe, 2 leti nazaj je bilo za vse, lansko leto je bilo samo za fizične osebe, tako da je zelo nestanovito. V Grčiji je tudi zelo ta njihov ekosklad, kot tak, če mu lahko rečemo, ki se drugače imenuje, tudi menja sistem subvencij praktično na 2-3 mesece zmanjka denarja, čakamo 2-3 mesece, bo denar ne bo. Je pa tudi Slovenija konec koncev, če potegnemo črto nekje na 53,000 prodanih vozil, drugo leto nekje po predicah bo 55, imamo 10% trg elektrike. Se pravi, mi smo tudi, kar se tičemo generalno, koliko elektrika predstavlja, če izvzamemo Grčijo,
največja, se pravi, rečemo Srbija, Bosna, Severna Makedonija, Črna Gora, to praktično zanemarljivo, ker tudi niso podvrženi sankcijam oziroma regulativam Evropske unije za ta zeleni prehod. Tako da je Slovenija po eni strani najbolj logična izbira iz tega vidika, da mi naredimo test, in iz tega vidika, kako, bom rekel, razvito je okolje za sprejemanje električnih vozil nasploh. Bistveno vprašanje, ko govorimo o avtomobilih, je seveda cena. VF6 in VF8, marsikaj sva povedala o teh dveh modelih, bistvenega pa ne. Verjamem, da cene najbrž niso še čisto dokončno oblikovane, ali pač. S čem bodo kupci operirali, s kakšnimi številkami? Se pravi, cene dejansko smo še v fazi, rečemo, nekih zadnjih kozmetičnih popravkov, tako da jih nažalost še ne morem izdati, ampak rečemo pa tako, da smo gledali, da vsak segment logično dobi pripadajočo subvencijo temu segmentu. Se pravi, tisti, ki dejansko spremlja, se pravi, način subvencij v Sloveniji vidi, se pravi, da imamo mi vozila do 35, dobijo 7200, od 35 do 45 dobijo 6500 pa pol. Z razlogom nisem šel više, tako da mislim, da tisti kupci, ki bodo spremljali in bodo naredili neko matematiko, bodo videli, med katerimi, v katerem rangu se bomo mi gibali. Torej, zgornjo mejo smo določili. Zgornjo mejo smo določili. Kar se pa tiče, se pravi, VF3, je pa moja želja, da rečemo, da postanemo cenovno najbolj ugoden električni avto drugo leto, kar je velik izziv, smo trenutno v fazah pogajanja, tako da ne bom tega trdil. Delamo pa, da rečemo, da bomo ena izmed najbolj ekonomsko učinkovitih nakupov na področju elektromobilnosti v Sloveniji. Tako rečemo. Cilje za prodajo imate ali boste se prepustili trgu? Imamo, seveda jih moramo imeti, ker jih tudi predstavljamo našim lastnikom in pa seveda principalu v Parizu, ker je tudi sedež VinFasta za Evropo. Zdaj se pravi, letošnje leto želimo znamko predvsem polansirati, se pravi, bom rekel, da se bodo v registracijah videla prva vozila, ki bodo predvsem vozila namenjena za testna vozila za kupce in pa seveda za novinarje, da boste jih lahko sprobali, potipali. Drugo leto se pravi, je pa moj osebni cilj, se pravi, prideti nekje na ravni med 70 do 100 vozil in potem tretje leto, ki je naš, rečemo, break-even, če temu tako rečemo, nekje med 200 do 230 vozil. Seveda gledamo, če bo razvoj trga elektrike temu spremljal. Zdaj, kar se tiče ostalih držav, bomo pa sproti določili strategijo in cilje, ker je trg toliko volatilen, toliko se zadev spreminja iz dneva v dan, da dejansko nimamo neke predstave, kako bo sistem subvencij izgledal v ostalih državah, ampak rečemo tako, da bom zelo vesel, če bomo drugo leto dosegli tromestno število, ampak mislim, da nekje 70 do 80 vozil drugo leto je realnih, ki jih lahko, mislim, da trg tudi absorbira. Omenili ste, da zdaj predstavljate znamko slovenskemu trgu. Kakšne bodo aktivnosti za to, kako boste dejansko šli v to predstavitev znamke Slovencem? Jaz sem tukaj zelo srečen, da sem uspel dobiti, se pravi, za sabo zelo kompetentno in zelo sposobno marketinško ekipo, ki načeloma vodi večino teh zadev, se pravi, po pravici. Moja naloga je zagotoviti budžet, da jaz njihove ideje spravim v realnost, ki pa so, bom rekel, zelo narejene zelo konstruktivno in zelo racionalno. Se pravi, naš vstop na trg, predvsem bo z nekje v novembru, želimo imeti krovni dogodek, s katero znamko polansiramo, potem imeti določene aktivacije v smislu co-brandinga z močnejšimi znamkami. Lahko povem, da smo letos uspeli dejansko skleniti sodelovanje z Ljubljana Fashion Weekom, ki bo čez par dni, tako da si štejem to tudi nek uspeh, da kot neka znamka, ki šele vstopa na trg, je dobila zraven tako močen co-brand, ki ga dnevno obišče več kot 2500 ljudi. Ne me fact checkati, to sem nekje dobil ta podatek. In potem je, se pravi, vse ostalo delati predvsem v skladu s tem, kako se bo trg razvijal. Se pravi, ali so to določene kampanje, out of the house, ali so to TV kampanje in tako dalje. Moramo biti pametni, ampak glede na to, katere trge oziroma kupce znotraj tržišča hočemo zajemati, bo predvsem koncentracija na čim več aktivacijah ljudi, da mi kupcem ta vozila predstavimo z nekimi mogoče ne čisto konvencionalnimi
zadevami, ampak želimo predvsem imeti neko organsko, naravno rast. Mi se zavedamo, da mi nimamo marketinških proračunov določenih kitajskih konkurentov, ki vstopajo na trg, ker tudi ko znamka kot taka se šele razvija. Upam, da jih bomo imeli, oziroma če bomo imeli, bo to boljše, ampak dejansko predvsem skozi neka 3 faze, skozi nek education, se pravi nek ta teaser phase, education phase in pa potem nek ta stabilization phase, se pravi kupce dejansko tudi podočiti, zakaj je elektromobilnost, kdo smo mi, zakaj smo mi, kaj so naše prednosti, no. Predvsem pa premeteno in tako, kot si rekel, brez nekih večjih pompov, vsaka kampanja je ciljno usmerjena, vsaka kampanja ima svoj rep, ve, zakaj ve za to. Zato sem tudi ekipi celotni na čelu z Vidom in Laro iz in-house marketing agencije hvaležen za celoten support, ki ga imajo, in tudi celotne grupacije, se pravi Grand Auto kot take, in pa se pravi hčerinskega podjetja G Adriatic, ki mi dajo veliko pomoč, da lahko znamko spravimo do življenja, če temu lahko rečemo. Tako da, če lahko sem to 1 minuto izkoristil tudi za to zahvalo. No. Jaz pa se bom zahvalil vam za tale pogovor in ta vpogled v to, kar nas čaka, kar se tiče elektromobilnosti in VinFasta v Sloveniji. Mislim, da so bila izčrpna, da sva zajela vse tisto, kar ljudje zanima, in to je bistvo. Hvala za povabilo še enkrat, bilo me veselje in čast. Hvala. In predvsem srečno z novo znamko. Hvala.